V Splošni knjižnici Slovenske Konjice je v sredo 22. aprila potekal že 6. leto zapored pravljični večer za odrasle v organizaciji Mariborske knjižnice in v sodelovanju s knjižnicami iz partnerskih mest in pridruženimi knjižnicami. Knjižničarji in knjižničarke so prišli iz 4 gostujočih knjižnic, iz Mariborske knjižnice Suzana Slavič in Monika Čermelj, iz knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Darja Plavčak, Liljana Klemenčič iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj, iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota Vesna Radovanovič in Marko Bezenšek iz gostiteljske knjižnice Splošne knjižnice Slovenske Konjice. To so Jeričini čudeži. Sredi široke ravnice sta v maloj leseni iži živela mož pa žena, štiri pa sta se imela fejst radiva. Pa imela sta 7 decej. Bila sta fejst moškiva, pa edina njivanja skrb je bila, kako bi svojo deco kak najprvo do kruja spravila. Njivanje 3 čerke, vse bistre dekline, so bile že oženjene. O njivanje 3 sinovče, vsi plečati dvojče, so bili že tudi preskrbeni. Samo za ono najmlajše hčeri Jerice sta bila stariva že malo v nevoli. Po cele dneve je tako sedela na domačem progi, pa pasla edino golsko štero in je ostala pri iži. Dosta mi je stariva prava, ko bi bil zdaj pa že čas, ko moj stokovli pogledne, pa zača premišljavati v svojem življenju, je Jerica samo zamojnila z rokov, pa pravila. Kako se pa nepotrebno tako mantrata? Če pa je meni to lepo pri srce, pa na domačem progi mi je najljepše. Stariva sta se tolažila, moti je pravo, naravnila sva 7 decenskih dom. Oča jo je pa pravo kaneta več ni živela, kada nazadnje Jerica sebi ostala sama. Te pa je na bližnjem gradi mrav stari poseče pastel, pa so nicali nofuga. Glas v ton je prišel tudi do male iže v ravnico, pa sta stariva pravila Jerici. Nikoga ne poznava, šteri bi imel rajši gosti kot ti. To bi res sem bil grej, če ne bi bar probala. Če bo probala, te da bi znal kar dušno to tudi gratalo, je pravila Jerica. Samo, vi vam mi povejta, če to res sem zadovoljnivo, ko da vajma či celo življenje poseča pastirica. Stariva ste se malo spogledala, pa šlo ima manjski nasmej, pa sta pravila. Ja, rajše bi videla, ko bi najnači bila grofica. Peknili, te iz malih lesenih hiš ne smo biti preveč perovni. Zato va presrečniva, če dobiš to v službo. Pridi, je pravila Jerica, rada vajmon, pa rada bi vam navodila. Zvala je svoj gosko, pa hajdi ga z njo proti gradi. Tam pred grajskimi nebami je stalo že vse polno ljudi, šteri so vsi štiri gratati in koseči pasteli. Sinjavali so se dregali z vaketami, pa se na celi glas deli, što je najboljše za to v službo. Jerica pa je tako stanila v kraji, pa je nikaj ne končala, samo je čakala. Nazadnje je prišel do njih glavni grajski levar, pa jo je prav. Kako naj spluj znam, pa ščeš gratati poseča pastirica, pa ko spluj znaš kaj o tom posli, če pa cel dan tu stogiš pri kraji, pa se ne pisnula niti reči. Ne zamerite mi, gospod, rekla Jerica. Viki, vse, ko se to tu godi, mi je nikaj ne greje. Poglejte, sinjavajo se, pa na cel glas se berejo, pa na te boge kosi nišče niti ne pomisli, ko so čisto z usadami. Je stisnula k sebi svoj gosko, štera je resem brgetala po celem delu. Glavni grajski levar se je tako malo poškrabil po keci, je ešte monsko popleši, pa pravi. Vidim, ko imaš rada goske, pa ko imajo tudi one tebe rade, zato ti mu prvo ponudil priliko. 7 dni boš pasla največjo grofovsko joto. Pa če ti v tom času ne da salina niti ena goska, te tamo stoji v službo. Če da pa vače, te boš pa za vsakšno zljubljeno gosko mogla 1 leto proti posodo v grajskoj klinji. Vrede,
je pravila Jerica, pa njim je seknila v roko. Že drugo godino nju je pripeljal na grajsko dvorišče točno 77 gosi. Kupar sta jih ešče mnogo preštela, te pa jo je z njimi na pol dopravil na šurke travnike. Jeričino golsko je seveda znala, ko imajo golske najrajši. Upeljale sta jih ta, ki rastejo najbolj sočne mlade trave, pa ki so najbolj čiste mlake. Tok so se golske, lejko po celem božji del posle, pod večer pa so seveda tudi menda zastave. Jerica se je zato nekdžala, ko bi njo štela svaliga. Komu je čakala, ko pride tisti zadnji sedmi del, pa ko da je dobila službo. Te pa je pod večer sedmoga dneva k njoj prišel glavni grajski levar. Pa mu je prav. Ne zamerite, samo moraš mi pomagati, pa praveč se mi vidi. Znaš, gospod grof si je za večer že zaželil mlado golsko. Namrenje mi je doti, ko so vse mlade v tvoji joti. Zato mi zdaj drugo ne preostane, kot je eden vzame. Ne zameri tudi ti meni. Sam to tako ne da šlo, je brana Jerica, pa za mojno zdravovši. Če ti zdaj dam eno golsko, da bi jutro eno falila. Te pa me ne boš sprijel službo, pa ko to ešte ne da naj uše, bo mogla eno leto proti posobi. Ne, je pravila, ne dam. Glavni grajski levar jo je prepričal v eneto, ko da jo sprijel službo, pa ko naj on je ne da eno golsko, vse jo je običalo. Jerica pa nekaj ne je rekla, on je ne išče vedeti. Te pa je nazadnje spodnjo prednjovno koleno, pa je začel cmunskati. Zasagala se je, kada je iz visoko golske. Pa je pravila, dobro, naj bo odonti eno golsko, samo, če jo boš cel pot do grada tišču nos podred. Pa se moči pa ne da podelo. Pa ko ne bo prišli naslednji divči psi, pa mi razgnali joto. Glavni grajski levar, si pa to moraš pravno, kreci pa priješče, popleši. Znate, preveč so pritiskavali na njega, koliko je lepo vzel tiklinu v to službo. Nekak jo je mogel polno prenesti. Zdrobil je golsko, jo je vtekne nos podred, pa hajde ga proti gradu. Tolažil se je edino s tem, ko je ven bila kmična noč, pa ga znal, ko je rada nišče videl. Jerica je pa ne bila na voli za bolj vzgubljene golske. Veje bi jo bila ešte nima golske. Drugo godino jih je prignala na grajsko dvorišče. Bilo jih je 77. Glavni grajski levar jih je preštvoj, pa jih je preštvoj. Ešte jedno, pa jih je bilo točno tako, koliko jih je prejšnjih eden odpadal. On je ne išlo v glavov, samo drugi so tudi videli, ko njeni ne ide v glavov. Pa je glas o tom prišel na vijo tudi grofi. Te je bilo pozvati Jerico pred sebi. Draga moja gospodična, štera tako fejščeš grada ti vseča posterica na mojem dvoru, jo je nagovičil. Vsi na etom dvorišči so prepričani, ko se je snočka vzgodu čudeš. Moj glavni grajski levar pravi, ko ti je snočka odnesla eno golsko. Njeme vrgnem, da sem golsko pojel za večerčo. Tebi ima v godinu se glediti ena ne falila. Zdaj sem pa razvedel. Ko resno znaš tega ti čudeže? Vele cenim gospod grof. Če vi to mi pravite čudež, ti bom resno namrev proti bučati, je pravila Jerica. Tako tudi vi namrete meni proti pravite, ko sem svoje delo dobro pravila, pa mi za to pripada služba. Grof se je vgriznil jezik, pa je nikoli več pravil. Lik je dol pozvati k sebi svojega grajskega pisarja. Te je bilo za najbolj pomembnega človeka določno okolje. Prosil ga je za tanač. Stari je premišljavo, te se je zaprl svojo ižo gor na trne, pa vse do večera ne je bilo v. Da pa je pa prišel grof in tenja mi je popravil, ko morajo napraviti tak, kada je Jerica napravila ešte kakšni čudež. V trnju so zadonele fare, na grajskem dvorišči so se
so malo si kup nabrali, pa so pozvali tudi Jelico pred grofa. Draga gospodična, je ta zagončil kot. Dobro si upravila svoje delo. Rade voleli ti dali službo. Liki smo te dobili na laži. Što polože, tisti pa ne mre, pa niti ne sem grada, ti poseče pa stelj na dvoje. Pravila si, ko se je 3 večer zgodil čudež. Mi pa si znamo, ko navadni ljudje ne vejo delati čudež. Pravila sem samo, ko je najbolj teh čudež, če že vi to mi tako pravite. Moj bo ima glas, pravila Jelica. Samo grofi ne posluša. Pred njo je postavil žokel. Če svojimi rečami dovrika napolniš teh žokel, te ti mu vrvali, ko je sekal božične in mladene prazne slone. Če da bo vočnik, boš pa odišla z etega dvorišča, pa nikdar več ne smeš spomniti na grofovsko zemljo. Vredi, je pravila Jelica. Te vam pa povem, koliko je bilo stov nesrečnih gostov. 7 dni sem pasla največjo grofovsko joto. Celi čas sem se bojala, ko se ne bi niti eden kaj zgodilo, ko ne bi niti eden pero svalilo. Bojala sem se, kot bi v napodnili divči psi. Komaj sem čakala, ko nekaj zadnji sedmi del. Te pa je z meni prišel eter gospod, je pokazala na glavno grajsko bulevar. Prosil me je, ko naj ne bi dal na eno gostu, ki si velecenjeni gospod grof ljudi za večerč. Ne sem njemu ještě dodati. On pa je prosil. Nazadnje sem se ga usmilila. Prosila sem ga edino, ko tisto ljudi je glavni grajski bulevar gradu rdeči kot kljuvni rok. Pošpravil se je po kajci, reči moral pleši, zbudil se je, ko da je povedalo, koliko je bilo. Skričuje. Zadosto je, ko ne vidite, ko je žokel že pun, ko je z grobo fudno v njega, pa bo vrzel grajski stupnic. Pa je Jelica pani pravila čudež, pa gradala posreča posteljica. Neki grofi je njena skrita moč vsega ime je dala mena. Da je bil manjsko časa, te odišel ta vrk njojne žurke travnike, pa se z njom pokučala. Gradala se kao dobrima pajdaša, pa jednog je prišlo tako daleč, ko jim je zavipala te svoje čudeže. To je zelo zvedlo, ko je mogel njegov glavni grajski bulevar celo pot do grada tiščati svojih izdavek non-skorski podrebi. Go je popolno točni smej, ko se je vse kot upovali potoki. Do je pa gorskano, pa njem je Jelica z njegovega grofovskega vonta dokubirala posečeno snago, pil je z grobo z rokov, pa njo je prav. Dovoli ti meni, ko zdaj tebi povem svojo skrivnost. Znaš, da je moja mote že bila čisto pri kraji, te je dala pozvoti velik sebi, ko mi da se zadnji materinski panač. Pravila mi je, ko naj si joj nikak ne zdelam sneje po njim ustane, po pameti, neki naj zemlje zažemo. Tisto deklino, štara da me znala tako nasmijati, ko sem vse kot v notri. Kako sem zaradi budelo? Ja, pošteno si se povali, ko je pravila Jelica, štara ještě furt ne je rozmila, konju išče iskreni povedali. Grof pa se je pa samo nasmejal, zdignil Jelico na roke, pa jo odnes proti gradu. Že na grajskom dvorišču je vznono, ko se je noj še sneg. Imeli so veliko gostovanje, na štarem pa so naželi grofice, ne pogledali niti ene goske. Namen večera je predvsem tradicionalno srečanje, okrepitev sodelovanja med knjižnicami partnerskih mest in zanimivo pripovedovanje pravljic, kar vse prisotne poslušalce kulturno zelo obogati.